Naslov vaše prireditve je Okusi Tuhinjske doline. Jaz sem tega naslova zelo vesel, zaradi tega, ker lepo sovpada tudi s slovenskim sloganom Okusiti Slovenijo. In če rečemo Okusiti Slovenijo, naj povem, da tudi Tuhinjska dolina pomembno prispeva k temu, kar se je zgodilo letos. Letos je namreč pred enim mesecem bila v Sloveniji vrhunska mednarodna strokovna žirija, ki je preverjala, ali smo godni, če tako rečem, za to, da postanemo evropska destinacija gastronomije. In dejansko so po 3 dnevih njihovega bivanja tukaj ugotovili, da smo dobra kandidatka, da je Slovenija dobra kandidatka. In letos, meseca oktobra, bomo seveda že požegnani, če tako po domače rečem, v Bruslju. Leta 2021 bomo postali pa polnopravni člani. Kaj boste vse predstavili na Okusih Tuhinjske doline? Ja, letošnja tema Okusov Tuhinjske doline vključuje 4 tematske vsebinske sklope. To se pravi kulinariko povezano z košnjo, kulinariko vezano z žetvijo, mlačnim, potem naše žegnanje, po naše rečeno smajno, in pa seveda ohcet. Vse te dogodke, te običaje smo mi iz tega vsebinskega dela že predstavljali, letos pa bo poudarek predvsem vezan na kulinariko. Greva lahko midva kar od stojnice do stojnice, pa pokažete, kaj vse delajo. Ja, seveda, če se pogovarjamo o košnji, brez dobro sklepane kose ne gre. To je osnova, seveda tisto, če mi rečemo, da kosimo ekološko, brez goriva, brez meziva. Moram poudariti, da tudi v Termah Študik vsako leto kosimo po starem okviru apartmajskega naselja. No in seveda tu prikazujemo še tudi pravilo, zlaganje v kozovc. Tu vidimo klapca, vile, grable in vse ta orodja, ki so povezana z košnjo. Tukaj na mizi pa vidite, to so pa jedi, ki spadajo v košnje, ne? No, to je pa prav bistvo današnje prireditve, kulinarika, in želimo prikazati vse tisto, kar je pogojeno z te jedi, kot so. Lahko pogledava, pa poveste, kako se kakšne jed imenuje. Imamo žgance. Ja. To so žganci z ocvirki. To je zele, podmeden, zabelen. To so zjutraj kostce, prišle so ta prvo žgance pa zele pojedle. Pak so še pa malo razstivati, pa nazaj prišle za malce in kupamo masa pa pržova. Pa to malo vmes, no, štrudel. To je že malo bolj sladica, ne? Pa mož pa šnopček zapil. To se včasih na kmetek pil.